Da vidimo, Vidiš tudi, če ti šmiga rdeča od spredaj pa od zdaj snema. Trenutno se vozimo proti Kumamotu in se odštevajo zadnje ure najnega 5-dnevnega popotovanja z avtom po severo-zahodnem delu Kyushuja, ker do čistega jugovzhoda nismo prišla, ker bi nam še kaj dlje. Kar smo si pogledali je bil Kiratsu, celo okolje Kiratsuja, pol smo šla dol do Nagasakija, pa vmes smo se še ustavila na vseh teh otokih do tja. Pol od Nagasakija smo šla naprej do Unzana, kjer smo šla ogledati to mestece z naravnimi termalnimi vrelci. Pol smo šla pa od tam s trajektom čez na drugo stran, pa po vseh teh minih otočkih nazaj dol proti Kumamotu in pa še od tukaj malo bolj na vzhod do Hachiko, neki. Tam glavne, kjer se obrel, kje je bil Vindgar. Do Vindgarja. In zdaj smo šla nazaj proti Kumamotu, smo se šla pogledati še cesto, ko je plima potopljena pod vodo, ko je oseka ven štrli, da se da sploh pride s avtom do ladje. Do čolnov do ladje, ja. Ja. In zdaj se vozimo proti Kumamotu, ki bomo dala avto. Tako da evo to imaš. Tančno gremo v Starbucks. Evo, mogoče to imaš kot prvič, ko si zdaj vozil 5 dni po levi, kakšne so občutki, kaj so neke zanimivosti, ki si jih videl, ki si jih opazil, kakšni pretresljivi trenutki. Prvi dan je bilo malo hektično na momente, mislim, nič posebnega, no, ampak vsake toliko se spozabiš, pa pelješ po cesti po levem pasu, pa se spozabiš, da ti ga nasprotni avto po desni, pa dobiš mini infarkt, ko vidiš, da gre proti tebi. 5krat se mi je to dnevo zgodilo, pa še skozi, ko greš v križišče, tudi po 5 dneh v križišču, gledam levo, desno, pa še nasej. Ki nimam pojma, iz kje strani bomo prišli. Ki nisem točno prepričan, če sem na pravi strani še skozi. Po levi vozi, zdaj mi je fajn. Zdaj sem se navadil, naredili smo skoraj 1000 km, 700 km sem naredil zdaj že po levi strani, z volanom na desni strani. Vse je okej, razen žmigavci me še skozi zajebavajo. Vse znam, da je logično, da vodno strani, ki volan obrneš, vodno smeri žmigavec porineš, ampak moji možgani to še ne preklopijo, ne, in imam še skozi podzavesti, da mojem kontra, ne, v drugo smer za roko iti, ne, in sploh pa, ker na desni strani zavijem desno žmigavec, dam pa levo. Oziroma največkrat se mi zgodi, da grem levo pa desno žmigavec obrnem, to mi je napaka, kaj ne lahko. Drugače ostalo pa vse okej. Sicer so ceste so v redu, vsi so kulturni, vsi lepo vozijo. Spuščajo te na cesto, da se vključiš, tudi če ni gužve, se ti bo sam stavil, pa te spustil noter, če pa bi se lahko pač odpeljal. Drugače pa ful se počasi vozi, povsod je 40, 50, 60 je, tam ko ni table, koliko se lahko voziš, je 60. To govorimo o cestah, ki so ne avtoceste, pa ne hitre ceste. Tako da se skozi počasi pelješ, no. Praktično imaš relacijo 70 km, pa se voziš 2 ure, zato ker je večino časa 50, oziroma 95% je 50 na uro. Nič več. Sicer pač mi smo bolj malo golfali, pa smo se 60 vozili, vleče se to bolj malo. Kaj ti je bilo mogoče tako najbolj neprijeten trenutek? Najbolj neprijeten trenutek ni povezan ni z vožnjo, ker imaš še videla psa na cesti. Šiboja je videla. Sprednjem avtu je bil. Ja, in je zacvilila, ko da mi bo šlepa iz teh koncev v mene, pa je leto in še vlaga v mene. Pa da ne povem, da je dobesedno 20 metrov pred tem sem se skoraj v kamion, mislim, nisem se skoraj v kamion, ampak malo smo šli najprej in je že takrat glasno rekla, kamion, ne, čeprav ne bi šel sploh v njega. Tako da v tem drugem, ko je pa psa videla, mi je pa srce v glata skočilo, sem bil pa kaput. Sem v poljeno bojo, da se k sebi prišel. Skoraj infarkt vsekal.
ker že tako paziš vse, gledaš vse konce, ne, pa še nekdo straši dobesedno na cesti. Ja. To je najbolj hektičen moment, pa sploh ni bil povezan z japonsko cesto. Jaz sem imela malo več takih momentov, ko me je bilo strah. Ker ko Tomaž vozi po desni strani, nima občutka, kako blizu gre stranici pa črti na levi strani. In je bilo par zelo close callov, ko sem dala tako, mi dama dol škarpo zletela ali pa karkoli, da ne govorim o tem, da enkrat smo skoraj da ne nasedel, ko je na hitro ustavil in ni pričakoval, koliko je blizu leve že konca in sme čist nasedel na en visok robnik. Da malo Tako sem da. samo gumo po dajsu, po obliko. Aha. Nič Garsko. takega ni bilo, no. Nič takega ni bilo. Gar. Tebi se pa zdi, da sem bolj levo, zato ker sediš na levi, pa se ti zdi, da si tam ful blizu, tako toliko. Ne. Mi pa ta spust piska za črte, da se po črti vozim po levi ali pa po desni, pa pogledam špegel, pa imam pol metra, pa mi ni jasno, zakaj skozi piska. Ker ta To avtek sem vse vedi, ampak skozi malo piska. Ja, super avtek je drugače. Toyota Yaris. A en taka je. Ja. To je najboljš, ko rentaš direkt od uradnega Toyota podjetja in ti dajo za renta kar najboljšo Toyoto, pač, ajde, dobiš tega minija, ampak dobiš pa polno opremo, zato da pač pokažejo, kaj je Nisem spolno oprema, ampak je pa Zelo nek, dobro opremo. je pa nek komfort oprema, Ja. ne dobiš nek... Pač, ne dobiš nekega športnega avta, dobiš to, kar pač oni hočejo prodati večini, Ja, ta avto. Ja. In pač imaš vse te zadeve noter in je super. Pač avto ima lane assist in avtomatsko prežiganje dolgih luči, da ne govorimo o pač klimi, o pametnem računalniku, o Apple Caru, Android Caru, vse te živo opcije, kaj ima. Vzvratno kamero ima za nazaj, piska, za zaklepati, če ga zakleneš, ima tisto brezključno zaklepanje, da se lahko samo kljuka dotakneš, da se ti vrata odklenejo, če imaš ključ pri sebi. Sedeže. Ja, Fajn so. sedeži, zici so Ful so dosti dobri. Ker je enodelen sedež. Ja. Tako da, če imaš še kdaj rental avto na Japonske, definitivno direkt od Toyota ali pa drugih japonskih avtov. Da, nisem Toyota, Ful so v redu. Ja, Honda ima tudi. Honda ima tudi kavak direkta in ta še od njih. Je pa tako, da na internetu, ko gledaš, kaže, da je vse razprodano, pa da ne boš avto dobiti ni šans, da moraš iti v živo. Je V živo pa pa, pol so. je pa Ampak teh tudi kak dan, dva. poslovalnic njihovih, vsaka manjše mesto ima Toyotino Ja, poslovalnic skoraj. ja. Pa ne eno pod tej. Ja, ker tukaj je dosti načeloma, da avto rentajo Japonci sami, za kakšne razdalje pa to, ko jih delajo, da ni to, tudi da pač se ful bolj splača iti na te njihove lokalne, tudi če so malo dražji, ko ne vem, te mednarodna podjetja pač je ful v redu, stvari so zrihtane, pa to pa veš, da je avto proper, pa da je vse druga proper, ne, da je samo nek reseller, ko ti kaj dela. Ja, dosti Japoncov nima svojega avta, ne. Ker živijo v mestih in je avto drag, in pol avta rentajo skozi in bo za nas tujce zmanjka avtov. Ja, to nismo pričakovala, da se bo to rental, ker nekaj nismo štela, da vsi domačini rentajo avte. Da. Tako da zna, recimo, da greš rentat avto, pa moraš počakati kakšne 2 dni, da ti ga dajo. Tako da midva, ko imamo ta luksus, 85-dnevni, pač ni problem 2 dni počakati, ne. ja. Je pa res, da ga nismo rentali v Fukuoki, ampak smo ga rentali v mestu malo izven Fukuoke. Tistem, ko smo si bicikle sposodili, da smo šli pol kolesariti. Ceste, semaforji so pred križišču, mislim, na drugi strani križišča, tako imajo Američani isto. Ni tako pri nas, da je na samem križišču, preden ti v križišče spelješ semafor, Res je. ampak je glih obratno. Ena zanimivost, ko je tako drugače pri njih, črtkana črta pa polna črta ne pomeni ta isto, pri njih lahko prehitevaš tudi čez polno črto, ker načeloma črtkane črte skoraj nikjer ni. Ja, večinoma Je posebej znak, kjer ne smeš taka prehitevati. rumena črta je povsod, polna. Zdaj trenutno je tu ni, ker je taka manjša cesta, Ja. ampak polna rumena črta in čez to črto lahko normalno zapelješ, se voziš. Mislim, da edino, če bi bila res dvojna črta, je pol mogoče, da ne smeš iti. Je pa obstaja zmeraj znak, ne smeš prehitevati. Ja. V 5 danih, kaj se vozimo po Japonski, še nisem videl, da bi kdo koga prehitel. Res je. Niti enega prehitevanja nisem videl, zato ker se vsi vozijo 50 in pač skozi 50. Vsi se po omejitvah, vsi se spuščajo, če je treba. Pa glih to je, ne, tako počasi se vozijo, 50-60, da tudi če pride kamion na cesto natovojen do Amena,
se bo pelal 50-60, tukaj kot je omejitev. In ne bo delal gužve, kot pri nas, ko je omejitev 90 in pa se kamion vozi 65, zato ker pač več hitreje njega, pa mora zajetovati počasi in dela gužvo. Pa smo vsi žični, ne, tu se pa vsi vozijo 50-60 in to je to. Tudi kamion ne bo delal gužve, zato ker avto pred kamionom se bo glih tako vozil 60 in nima sploh veze, koliko se pol kamion vozi. Tako da tudi prehitevanje pol ni, ker se vsi vozijo 60, ne? Ni tukaj razlik, ko imamo pri nas te penzionerje, bom rekel malo stereotipno, ne? Ampak penzionerji, ki se načeloma malo vozijo bolj počasi, ne? Da bi delali gužvo. Ker se ne morajo iz 90-70 voziti, ampak se vsi vozijo itak 60, kaj pa za vse ljudi ok. Jako dost imajo špeglov, ker imajo ful oskih ulic, pač za vsako križišče ima skoraj špegel. Po cestah je, na cesti je napisano, koliko je dovoljena hitrost. Znači 50 pa 40 je povsod na cesti napisano po tleh, po asfaltu. So znaki, ampak še po asfaltu zdraven. Če so kakšni ostri ovinki ali pa nepregledni ovinki ali pa cesta, kjer mora biti promet umirjen, je asfalt pobarvan. Ali rdeče, ali rumeno, ali ima črte rumene, ali ima črte rdeče, ali je moder. Verjetno je razlika kaj v teh barvah, ampak tukaj nisem študiral, nismo gledali. Ampak nekaj ti pomenijo te barve. Ja. Ful se je zanimivo pelati po cesti, ko imaš jako barvast. Voziš se po rumeni cesti, ali pa po rdeči cesti, ki ima rumeno črto po sredini. Še ena taka stvar, ki je bila meni ful fascinantna, ko smo včasih opazili, ko smo ne vidiš, je, koliko malo je znakov. Zelo malo je znakov na cesti, pa še posebej recimo, ko greš ti v naselja, pa to sploh niso označeno. Torej ti nimaš znak, da si pa v tem mestu, pa imaš recimo 30 km do naslednjega mesta, kot taj, da si prišel pa v to mesto, te rumene imena mest, pa tega tukaj nič ni. Ali pa so, pa mi ne znamo jih prebrati. No, tudi samo, ko v mesto se pripelješ, ni table za mesto, pač sem v mestu si, oziroma vsake toliko, ne vem, ali je za okraje, ali kaj takega tabla, znam, da pisalo je dostikrat nekaj city. Ampak od tega mesta si se še, od te tabli si se vozil še 10 km, da si prišel dejansko do nekega prvega naselja ali pa dela nečesa. Ne? Tako da včasih je vsaj dlje zapisalo nek city. Zdaj so to občine, ali so to neke pokrajine, ne vem, kaj se tam menja. Zelo veliko je malih avtov. Zdaj, bolj ko se pomikamo proti večjim mestom, pa to so tudi avti malo večajo. Ampak tako smo bili na podeželju, gore od Fukuoke, bom rekel levo, proti severozahodu. Tam je bil naša Toyotica med večjimi avti. Sami oni mali, kako se tem reče, K-A-I, to je kaj šava, mislim, se tako reče. So oni mali škatlasti avtki z rumenimi tablicami, to ima 0,6 mašino, mislim, da noter. Ta ima 1,0, oni imajo 0,6 in se samo s temi vozijo. Družinski avto je mali. Tovojni avto je isti mali avto, sem da je kot kamionček narejen, ali pa kot pick-up, ali pa kot... Sem odrezan je malo drugač. Res fascinantno. Smetarski kamionček je bil onak. Ne moreš verjeti, ampak onak smetarski kamionček je bil. No, tako je glih 3 kante za smetje, če jih streseš. Da idemo stisne naprej več. Da, ful imajo majhnih avtov. Zaenkrat še nismo une prave kulture teh športnih avtov videli. Je res, da je dosti kakih Ferrarijev, Lamborghinijev pa Porschejev pojavi, pa njihovih Nissanov, pa teh, ki so zaihtani. Ampak ni pa, da bi jih pes na cesti videl, da bi bilo to dosti vidno. Ali so kje na parkirišču parkirani, ali so kje tak ne se tukaj proti tebi vozijo. Razen, če greš v nedeljo ven na sončen dan ob obalo. Dan bolova poln. Takrat se pa kaj pojavi. Nisem GTA R34 Skylina še nisem videl. Ste gledali Fast and Furious. Moramo v Tokio pridati. Sivo moder avto, ki ga je v prvem delu ali v drugem delu. V prvem delu mislim, da vozil Paul Walker z modrimi lučkami neon od spodaj. Znači, to pa mislim, da kar se cest tiče, to. V glavnem, zelo prijetna izkušnja. Ful je varno, vsi te počakajo, noben ti ne trobi, če se zajebeš, se vsi ustavijo, te počakajo, ti se zrihtaš, da greš. Edino, kar je tako, je vse v redu, pa počasi se tudi ti cijaziš zelo dolgo nekam, da prideš. Je pa res, da smo se vozila sam po teh regionalnih cestah, kjer je omejitev 60. Oziroma večer časa 50, ker te, ko so pa highway, kako hitre ceste njihove, kjer se lahko 150, so pa dosti drage. Ful hiter plačiš. Šli smo
20 km po tej cesti pa smo dali 5 evrov? fun fact, ko entaš avto, ne dobiš ETC-ja zdraven. Piše tu ETC, škatlica, ampak ni pa kartica noter. In mi dva, pač, ker pa nas nijamo vinjet, mislim, ker nijamo cestnin, pa tega imamo vinjete, nismo to znali uporabljati. Smo mislili, ok, ta škatlica je, tu lučka sveti, vredo. Pa idemo na cestinsko postajo, ja, piska, da ni kartice noter, ne, na unem oknu. Za nami so celo uno zaprli, špuro. Pa spet ful prijazni Da spet. smo mi dva lahko plačali, pa da nas je spustila čez. Ful prijazni, res, noben ni kompliciral, nič, še on se ti trikrat opraviči, da se ti je to sploh zgodilo, pa ne vem, take fara. To je bil en tak mal kiks iz naše strani. Pol pa, za konec, še malo pogledamo, kako izgledajo večje ceste, zdaj, ko prihajamo v Kumamoto, zdaj bo malo večja štala. Kaj se pa samega potovanja tiče, 5-dnevnega, en dan smo imeli res sonce, drugi dan je bilo tak na pol sončno, en dan je bilo oblačno, 2 dni je pa nekako dež padal, približno. Ali je bilo pa vse tako, kot je danes, da je dopoldan dež padal, ali pa malo pršilo, pa čisto taka nizka oblačnost, da ne vidiš nič tam do hribov. Nismo imeli nekega ful sreča z vremenom, ampak ajde, vse v avtu si, pač lahko bi šla to z vlaki, pa bi mogla hoditi po tej dežju. Po železnicah pa to vse vleč pa hoditi, tako da načeloma... Itak, mislim, za 85 dni smo tukaj, pomlad je, ko dosti dežuje, ne moramo imeti skozi samo sonca. Upajmo, da bo zdaj vse 2 dni sonce v Kumamotu, ko bo... Napovedano je, zdaj sonce v Kumamotu, tako da slike, maše in češenj cvetočih pa ihajajo. Ja, ker že ostati cveti. Vozimo se proti gradu z 800 češnjami, to je to. In na tem notu lahko zaključimo. Pač, glejte nas.